najlepša ti hvala. Tu si ti, ki mi daruješ upanja. In vedno veš, kako v srcu čutim. Naj ti poklonim svoje sanje vse. Kako srčno nas ljubiš, lahko le slutim. Tvoja ljubezen, Gospod, je vendar tista, ki mi rada je svetu prežene noč. Uči, da pohleb in sovraštvo na mestu nista. Svetu zavlada naj mir in toplina, v slogi je moč. Spoštovani prijatelji, prav dobrodošli v naši domači oddaji Pot poti. Oddajo bi pričel za tole mislijo. Družina v duhu katoliškega nauka nagovarja vse ljudi dobre volje, graditi svet pravičnosti, medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Z nami je glavni urednik tednika Družine Francis Petrič. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Na začetku bi vas prosil, da se našim gledalcem na kratko predstavite, čeprav vas večina gledalcev verjetno vsaj v Sloveniji pozna. Lepo pozdravljam vse gledalce. Vesel sem, da ste se odločili, da naš tednik predstavite vaši publiki. Moram reči, da sem sam pri družini že 18 let. Začel sem pač kot novinar in urednik leta 90. 92 sem pa potem postal odgovorni urednik, ki je pač ne samo odgovoren, torej kriv za vse, kar je prav ali ni dobro, in tudi tisto, kar je zelo dobro. Ampak predvsem skušam usklajevati delo vseh urednikov, načrtovati vsako številko. To zahteva veliko sestankov, pogovorov, veliko branja in vendar me to delo razveseljuje, torej že 16 let, kar je kar lepa doba. Sicer pa sem duhovnik, zato tudi delujem na župniji, najprej v Ljubljanski stolnici, kjer kot kanonik pomagam pri spovedovanju in drugih bogoslužnih opravilih. Konec tedna pa hodim na pomoč v župnijo Fužine tukaj v Ljubljani. Doma sem z Gorenjske, morda me govorica izdaja, iz kraja, ki je znan svetovno zaradi smučarskih poletov. Tudi sam sem v preteklosti veliko smučal, danes pa manj, ker me žal delo zadržuje pri tem. Kako in kdaj je začel izhajati tednik Družina? Družina je socialističen otrok. Tako kot mnogi med gledalci, ker smo pač rojeni v dobi, ko je Sloveniji vladal komunizem in socializem. Pravzaprav je nastala družina v najbolj temnih letih za vero in cerkev na Slovenskem. Leta 52, kot vemo, 20. januarja so v Ljubljani v Novem mestu na železniški postaji zažgali škofa Volka. Malo kasneje so prepovedali izid dveh škofijskih listov v Mariboru in v Ljubljani, ki sta dotlej na enem samem listu pravzaprav bila edina vez vernikov v teh škofijah. No, 7. maja leta 1952 pa je oblast v duhu korenčka in palice, kakor je takrat delala z cerkvijo, dovolila upravitelju primorskega dela Goriške, torej slovenskega dela Goriške škofije, da je začel, to je bil monsignor Mihael Toroš, da je lahko začel z izdajanjem časopisa, ki pa ni bil namenjen samo vernikom na Primorskem, ampak celotni Sloveniji. To se je pokazalo že takoj. Prva naklada je bila 15 000, ampak ker ni bilo nobenega drugega verskega časopisa, je kaj hitro posegel na vse tri škofije in pravzaprav postal nacionalni tednik, pravzaprav 14-dnevnik. Zaradi ukrepov administrativnega socializma, se pravi zaradi nadzora nad tiskom in tudi nad tem, koliko je lahko naklade za tak časopis, seveda se ni mogel v prvih letih kaj dosti razviti. Prišlo je celo tako daleč, da je nekaj časa družina bila samo mesečnik.
Pozneje pa je seveda v 60-ih letih, ko je prišlo do nekakšne otoplitve odnosov med Vatikanom in Svetim sedežem in pa tedanjo SFRJ, bilo sproščeno tiskanje in takrat je družina dosegala pa zelo visoke naklade. Konec 60-ih let je imela naklado za praznike celo 140 000 izvodov. Katere dogodke pa vsebine pa zavzema, kajti najo tudi gledajo ne samo gledalci v Sloveniji, pa tudi preko svetovnega spleta RKC, tudi v tujini, naši stonci, ki jih tudi prav lepo pozdravljam, pa morda bi tudi bilo to zanimivo za njih. Torej, škofje so od vsega začetka, posebej pa od takrat, ko so res formalno postali lastnik in ustanovitelj družine, to je od leta 1964, to je naredil škof dr. Janez Jenko, so želeli, da je to pravzaprav sredstvo, pastoralno sredstvo, torej dušno-pastirsko sredstvo, s katerim hočejo predvsem ponesti v domove slovenskih vernikov novice o veri in cerkvi. Pomislite, v 60-70 letih je bilo z novicami težko, ker drugi mediji o cerkvi niso poročali, razen če je bilo treba negativno. Zato je bilo, rekel, pomemben del so bile novice, potem pa seveda duhovno oblikovanje in poglabljanje vere. To je glavni namen. Torej, na eni strani obveščanje slovenskih vernikov, kristjanov, po drugi strani pa duhovno oblikovanje, formacija slovenskega kristjana. In to ostaja glavna naloga časopisa tudi danes. Koliko imate sodelavcev? Lepo vprašanje. Veliko. Če grem gledati samo, naša najožja ekipa šteje 12 ljudi. Torej, to so ljudje, ki so bodisi zaposleni kot novinarji pri družini ali pa pogodbeno zaposleni z nami in so redni sodelavci. Potem pa imamo seveda polno dopisnikov. Ne vem, če se lahko še kakšen časopis na Slovenskem pohvali s toliko dopisniki, kot jih imamo pri nas. Ko sem pred leti pošiljal voščila za praznike in zahvale obenem našim sodelavcem, smo imeli številko 70. Danes jih imamo čez 120. Rednih, ki pošljajo vsaj enkrat ali dvakrat na leto kakšen članek, nekateri pa zelo pogosto vsak teden. Velikokrat se naši gledalci verjetno niti ne spomnijo, oziroma je prav tudi, kako pravzaprav takšna revija oziroma takšen tednik družina, ki je zelo bogat z dovoljno vsebino, kako pravzaprav nastane, preden ga mi, bralci, vzamemo v roke pa preberemo. Ja. Veliko je načrtovanja. In za časopisom se res včasih skriva veliko sej, dogovorov, pogovorov, veliko branja. Danes branje ni prav posebej popularno, to moram reči. Ljudje imajo radi samo sliko, televizijo, internet, medmrežje. Ampak, če hočemo, da bo neka stvar kakovostna, dobra, če hočemo tudi, da sebi oblikujemo podobo, potem je nujno potrebno branje. Branje je pravzaprav osnova človekove inteligence. In to poudarjam zaradi tega, ker nekateri danes prav zanemarjajo branje in vse osredotočajo predvsem na slike, pa ne bodo to na televiziji ali kjerkoli drugje. Tudi v časopisih danes morajo biti slike, ampak branje je tisto, ki formira človeka, ne slike. Slike bežijo in velikokrat celo naš spomin zaradi tega trpi. Obstajajo določene bolezni, ki so povezane kot posledično zaradi tega, ker preveč ljudje so odvisni od slik. Ampak branje je tisto, ki nas formira in ob branju človek ostaja tudi svoboden. Torej, pri načrtovanju osnovno je, ko načrtujemo najprej, da stvari preberemo, da poznamo. Torej, spremljamo vse svetovno časopisje, potem posebej seveda katoliško, ker vedno znova družina ima eno določeno usmeritev in to je, da smo katoliški tednik, ne nek tednik, ki te kar tako počez spremlja, ampak katoliški tednik, ki v luči katoliškega nauka skuša posredovati svojim bralcem vse, kar je zanj zanimivo. In naši bralci pa niso stari samo 80 let, ampak so stari tudi 16, 17, zato problematiko, ki jo obravnavamo, pravzaprav zajema človekovo življenje od mladosti, od detinjstva pa do starosti in skuša odgovoriti oziroma dati nekaj bralcev prav za vsakogar. Torej, v družini je, to je moje pravilo, ne more biti vsa družina za vsakega bralca. Vsak bralec pa lahko najde nekaj v njej zase. To ste zelo lepo povedali. Je pa verjetno tudi, ko da ste vi, to se pravi prvo, ko se sodelavci sestanete, verjetno pripravite, preden gre v tisk, je to ena dolga pot, verjetno teden dni, preden takšna številka. To je prednost, da imamo tednik.
In ker če bi imeli dnevnik, potem bi bilo seveda še veliko bolj napeto. Pa tudi kot tednik smo pod tem ritmom. Recimo danes, ko ste me obiskali, smo imeli 1,5 ure sestanek, kakšna bo številka, ki bo išla drug teden. Najprej smo si seveda pogledali številko, ki je išla. Potem tako je bil kritičen pregled, kaj smo morda spregledali, kje so napake, kaj bi lahko bolje poudarili, tako da kritično ocenimo, ne da se hvalimo. Ampak druga stvar je bila pa takoj, kaj bo pa v naslednji številki, kaj bo nosilna novica, potem seveda to pa ne moremo mimo cerkvenega koledarja. Torej, kaj je v slovenski cerkvi ali pa tudi v svetu v ospredju v prihodnjih dneh. Recimo, zdaj je bila Avstralija, zato je tukaj papež v Avstraliji in skušali smo posredovati slovenskemu bralcu tisto, kar je za njega, posebej za kristjana, najbolj zanimivo. In kaj je najbolj zanimivo? Kaj se je dogajalo z mladimi, če je bil svetovni dan mladih, in kaj je papež mladim povedal kot glavni gost teh katoliških dni. In zdaj v prihodnjem tednu pa seveda je v ospredju našega poročanja in tudi načina, kako se bomo lotili, srečanje katoliških skavtov tu na Igu pri Ljubljani, Džembori, kjer bomo pač predstavili kot središčni dogodek na naslovnici in potem tudi na 2 straneh v notranjščini ta shod katoliških skavtov. Če dovolite, imam eno osebno vprašanje za vas kot duhovnika. Kaj bi bilo narediti v Sloveniji, da bi ljudje več brali, predvsem verskega tiska, tudi ostalih vsebin? Kaj bi bilo za narediti? Ja, najprej katoličan naj ne bo neumen. Neumen si pa takrat, ko nimaš informacij. Če se prepustiš, da ti drugi odločajo namesto tebe, da ti drugi sugerirajo, kaj moraš. Torej, če hočeš kot katoličan razmišljati, potem se moraš informirati. In v Sloveniji imamo zato nekaj medijev, ki po osebnem prepričanju lahko rečem, ker iz svoje prakse govorim, ki so pošteni, resnicoljubni, predvsem pa zvesti svojim poslušalcem in bralcem. To je Radio Ognjišče, to so recimo oddaje na televiziji, ki jih oblikujejo dobri novinarji in tudi seveda Družina kot osrednji katoliški slovenski tednik. Pravi katoličan brez informacij iz teh časopisov ne more. Potem bo lahko svobodno in seveda tudi odgovorno odločal in ravnal v svojem življenju. Menite, da je verskih vsebin v medijih premalo? To je vprašanje. Nasplošno govorimo o... Torej, gledajte, to ste postavili zelo zanimivo vprašanje. Verske vsebine v medijih, torej nekrščanskih medijih, v teh javnih medijih, nastopajo samo takrat, kadar gre za kakšne žgečljive teme. Torej, ko gre za kakšne afere, ko gre za kaj negativnega, takrat v Sloveniji cerkev pride v ospredje. Sicer pa zelo redko ali skoraj nič. In drug problem, ki je tudi način poročanja. Ne gre samo za problematično poročanje, ampak predvsem veliko predsodkov je v Sloveniji. Predsodkov, ki so navzoči že pri novinarjih, ki poročajo o cerkvi, potem pa neznanje. In če bi se ti ljudje dali najprej poučiti, da bi poznali problematiko, vsebino, način oznanjevanja, način življenja vernih ljudi in tudi funkcioniranja recimo cerkve kot take, kot ustanove, potem bi seveda poročali drugače, kot danes poročajo. Danes pa je cerkev zanimiva samo, kadar gre za senzacionalizem. Torej z nekimi aferami, z nekimi negativnimi dogodki, ne vidijo pa ogromne množice ljudi, ki živi iz vere in oblikuje svoje življenje, to pa spregledajo. Na Brezjah bodo poročali, ko bo veliki šmaren, naprimer, o pretepih Romov, ki pridejo tja in živijo tam 3-4 dni, ne vidijo pa Romarjev, ki pridejo tja. In njihove vere, njihove pobožnosti, nagibov, zakaj pridejo recimo za veliki šmaren na Brezje. To je problem slovenskega časnikarstva, ki je površen in ki predvsem gleda na to, da mora novico prodati čim prej in čim bolj na hitro, torej brez poglobljene, ne da se poglobi v stvar. To je res, kajti velikokrat v medijih niti tudi kristjani ne znamo ceniti duhovnikov, kajti po duhovnikovih rokah prihaja med nas Jezus. Torej, kar se tiče duhovnikov, res je v zadnjih letih, bi rekel, medijska podoba duhovnika zelo spremenila. Nekaj tudi po zaslugi slabih duhovnikov. Ampak če imamo
V Sloveniji 5 slabih policistov, to ne pomeni, da je vsa policija slaba. Ne? In tako je tudi v duhovniških vrstah. Sem in tja se najde lahko kdo, ki je slab. Ne bomo sodili zakaj in kako, vendar to ne pomeni, da so vsi duhovniki taki. In žal, nekateri pri nas delajo ravno to, da posplošujejo. Tudi zaradi lastnih predsodkov. In moram reči, da se res trudimo, da bi pri družini še posebej, da bi predstavili pozitivno podobo duhovniškega dela. Duhovnik je vendarle človek, ki se je zaradi Boga odločil, da služi ljudem. In to do konca, to se pravi, je pustil vse, se je odločil, da nima družine, zato da bo bolj svobodno služil vsakemu človeku, da mu bo vedno na voljo, da ga bo poslušal, da ga bo skušal razumeti, da bo seveda, ker je pač posrednik med Bogom in človekom, molil zanj, maševal za ljudi, skušal posredovati verski nauk na razumljiv način, ker včasih ljudje pač ne moremo vsega razumeti, ne? To je, da oznanja Božjo besedo. To so stvari, ki delajo duhovnika in duhovnik se velikokrat, jaz imam pred seboj podobo duhovnikov, ki se izjemno žrtvujejo in ne gledajo na to, kako jih bodo hvalili ali pa kako jih bodo omenjali, ampak predvsem to, da opravi svoje poslanstvo dobro. In verjemite mi, da je večina slovenskih duhovnikov je takih. Ne? Žal, mediji gledajo drugače in iščejo predvsem negativne stvari. Pri tem bi želel pohvaliti tudi vaš tednik Družino, ki veliko posveča tudi temam družine, mladim. Kaj bi tudi bilo, da ga še besedo dodati, to je res Bogu hvala. Ja, res je, družina je od vsega začetka že zaradi svojega naslova zavezana družini, življenju. In kot veste, imamo posebno prilogo mesečno, ki izide 10-krat v letu, ki ima naslov Naša družina, kjer obravnavamo prav vse, kar se nanaša na področje življenja v družini, priprave na življenje v družini in potem tudi družinske problematike, od vzgoje do starševstva, do stvari, ki so pač povezane s problemi, ki se odpirajo v družini, predvsem pa skušamo predstaviti tiste lepe, pozitivne stvari, ki jih prinaša družina. Družina je pravzaprav jedro, saj smo vsi rojeni v družini. Kdor družine ni imel, je pravzaprav ena najpomembnejših stvari, ki mu manjkajo v življenju. Ne? To je res. Morda proti koncu še kakšna je pravzaprav vizija tednika Družine? Torej, vizija, vedno znova pri vsakem sestanku preverjamo, kaj hočemo. In želim si samo eno, da bi vsak slovenski katoličan, ki živi iz vere, jo prakticira, torej tak, ki ob nedeljah prihaja k maši, tudi bral družino. In zato bomo naredili čim več v prihodnje. Zelo lepo. Kako se pravzaprav naročiti na družino? Pazil sem, da imate tudi, da se možno na določene spletne strani tudi preko interneta naročiti. Tako je, imamo spletno stran www.družina.si, kjer se lahko naročimo ne samo na časopis, ampak tudi na naše edicije druge. Naša založniška hiša izdaja 8 drugih časopisov, revij, ki so specializirane za posamezna področja, predvsem pa obilico knjig, s katerimi skušamo pač ravno tako kot s časopisom poglobiti, utrditi vero, pa predvsem tudi znanje o naše kulturno poznanje, bi rekel, razširiti naša obzorja. Drugače pa imamo v Ljubljani našo prodajalno in pa seveda telefonske linije, na katerih lahko ljudje vedno znova naročijo časopis, ki si ga želijo. Verjetno tudi v svojih župnijah. To je pa stara, zelo dobra oblika, da pri župniku lahko naročijo časopis. Jaz sam sem temu zelo naklonjen, ker je to tudi stik župnika z določenim faranom. Kaj bi pa našim gledalcem na koncu položili na srce, preden se poslovimo? Vzemite in berite družino. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za pogovor, gledalcem pa želim še naprej lep sprejem našega programa. Lepo vas pozdravljam iz Ljubljane, na svidenje. Hvala lepa. Ljubezen Gospod je vendar tista, ki miro daje svetu, prežene noč. Uči, da pohlep in sovraštvo na mestu nista. Svetu zavlada naj mir in toplina, v slogu
srčno nas ljubiš, lahko nas tudi. Zunaj sneži, misel ni sama, z mano si ti, Bog najlepša ti hvala.